Sem Alenka Bikar, nekdanja vrhunska športnica, atletinja, šprinterka. Z menoj je Alenka Bikar, svoj čas najhitrejša Slovenka, njeni paradni disciplini sta bili 100 in 200 metrov atletiki. Leta 2001 je osvojila tudi nagrado za slovensko športnico leta, nastopila na 3 olimpijadah, 4. se je izmuznila za 1 stotinko. Pozdravljena Alenka, a je to res, da je bila 1 stotinka? Lep pozdrav, ja res je, ja, 1 stotinka na 100 metrov. To je tokle. Ja, kaj ti je bilo bolj pri srcu? Tek na 100 ali na 200 metrov? Verjetno 200 metrov, zato ker sem na 200 metrov imela večje uspehe kot na 100. Res pa je, da če hočeš 200 metrov dobro teči, moraš biti tudi na 100 metrov dober. Tako da sem jaz, če se je le dal, tekla oboje. Če sem le imela normo na velikih tekmovanjih, sem tekla oboje, tudi 60 metrov, recimo, kadar smo tekali v dvorani. Če bi pa morala se odločiti, bi pa rekla 200 metrov. Mogoče celo 200 metrov v dvorani. Lepo. Mislim, da tam je še tvoj rekord drži. Zato, ker imam še vedno ta državni rekord. Je pa zanimivo, recimo, leta nazaj, takrat, ko sem proti koncu, nekako že je k nam prišla Merlin Otti in je nekako vzela vse moje rekorde. Ampak tega v dvorani pa ne. In glede na to, da je ona svetovna prvakinja in rekorderka v dvorani na 200 metrov, nima pa slovenskega državnega rekorda, tako da tega imam še vedno. Poleg štafete seveda, ampak ker sem jo pa tudi izredno rada tekla. Skupaj z Brigito Bukovec sta celo kariero praktično bile te bitke oziroma bile na treningih skupaj v teh borbah za velika tekmovanja pod vodstvom Jureta Kastelica. Žal ga ni več med nami, ampak ja, vidite, sta ene redkih, ki sta ostale praktično celotno kariero pod enim trenerjem. Kako to? Ja, bil je izredno dober trener, svetoven trener. Marsikdo se je mogoče tudi zgledoval po njemu, mogoče se je kdo celo želel biti kot on. Jure je bil res fajn. Že v preteklosti, ko so naju spraševali z Brigito, pa kaj je to, ampak Jure je nekaj imel, ne samo, da je znal s puncami, mislim, to moraš biti res poseben trener, da znaš s puncami trenirati. Je imel tudi izredno uspešne fante, ki jih je treniral. Nenazadnje je moško štafeto 4x100 pripeljal do polfinala na olimpijskih igrah v Sydneyju. Res je znal, imel je tisto nekaj več, ni bil agresiven trener, s tisto njegovo umirjenostjo in znanjem seveda. Vedno je mogoče ni imel toliko znanstveni pristop, kot kar nekateri trenerji. Imel je pa ta trener, ki je občutek, feeling. Kjerkoli smo bili na pripravah, kjerkoli smo bili na velikih tekmovanjih, je imel on oči odprte, opazoval, kaj dela naša konkurenca, kako trenirajo, kako se ogrevajo. Tako naslednji trening smo mi, da z Brigito morali te vaje delati. Res je bil. Ker marsikateri trener, recimo, ne vem, samo tisto, kar jaz delam, je prav, samo tisto, kako mi delamo, je pravilno, ne gleda ostale, jih ne spremlja, jim je malo mar, on pa je bil glih kontra od tega, in to je bilo meni pa njemu toliko všeč. Treningi niso bili nikoli dolgočasni, vedno je bilo kaj novega, vedno je bilo kaj izvenserijskega in to je tisto, kar je. Imel je neko širino, kakor velikokrat rečemo. Smo šli na priprave, smo šli na tekmo, vedno smo kaj več dodatno zvedali. Jure je začel, poglejte punce, smo bili na Martiniku na pripravah, pa nam je vse povedal zgodovino Martinika. In tako, mislim, take stvari, ki mogoče marsikateri trener tega nima v sebi, niti se mogoče tega ne moreš naučiti. Tak si. To ga je ločilo od drugih. Ja, ko sem že prej rekel, z Brigito Bukovec sta bile skupaj na teh treningih. Se boš videl pa Alenki.
Jo, tam te ne treba kaj dosti spraševati. Kaj naj rečem? Prišla je zraven, Alenka je Alenka. Alenka je ena taka eksplozija, ena bomba, ena taka bombica majhna, družabna, zgovorna, tako da nismo imeli nobenih problemov, da se ne bi v bistvu takoj ujeli. Jure je takoj videl tudi v njej potencial, oziroma da jo je pač vzel v svojo ekipo, to, kar se je tudi na koncu izkazalo. Je bilo pa tudi tako, da je Alenko tudi videl v tem, da v bistvu naj jo je postavil zelo hitro skupaj in mi z Alenko sva do konca kariere potem trenirale ena ob drugi in vlekle ena drugo. V bistvu v vseh različnih segmentih, ki sva jih imeli, jaz nekaj, ona nekaj. Tako da v bistvu je bil moj trener, če lahko rečem, res en tak, on je točno vedel, kaj in kako, da je naredil vedno z nekoga vrhunski rezultat. In naj jo je združil in jaz mislim, da je bila to dobitna kombinacija. No. Jure je bil veseljak, Jure se je znal veseliti, Jure je to spremljal vse kot, tudi nam je hotel predstaviti šport kot eno zabavo, da ni to zdaj, kot sem rekla, vse na grobo, na trdo, na vse. Recimo, če se spomnim priprav na Tenerifih, ko smo hodili, mi dve z Alenko smo bile tako, vsi so naju čudno gledali, ker mi smo šli zjutraj na zajtrk, pa smo šli na trening, po treningu sva šli pa mi dve na bazen ali pa na plažo, se malo posončati ali pa malo splavati. Potem smo šli spet popoldne na trening, zvečer smo šli pa ven. Zvečer, mislim ven, nismo mi zdaj hodili po diskotekah, po barih do zjutraj, ampak nismo pa mi počivali cele dneve ali pa tako. Moram reči, da je bil on tudi proti temu, da se veliko počiva. A ti je bilo zaradi tega kdaj težje ali pa konec koncev lažje? Ona je bila tista, ki je prva prebila, malenkost je tudi starejša od tebe, ampak prebila tisti let in osvojila tisto olimpijsko kolajno, prvo za atletiko. A si se kdaj počutila v neki senci ali pa ti je bilo težje, lažje? Ne, nikoli. Meni je bilo vedno, vsi njeni rezultati, uspehi, sem se jaz enako veselila, ker smo bili tim in ena drugi smo pomagali. Mogoče na začetku res celo Brigita več meni, kakor jaz njej, ampak smo se res dobro razumeli. Ne glede na to, da smo bili mi trije, rečem temu, recimo Brigita, jaz pa Jure, tri peresna detelca so nas celo naenkrat označili. Smo imeli okrog sebe še druge, s kateri so z nami trenirali. Ni nujno, da so bili atleti, bili so drugih športov. In to je bilo izredno, mislim, meni je bilo to ful všeč. Kar se pa tiče Brigitinih uspehov, nikoli se nisem čutila, da bi bila v njeni senci. Vedno me je to dajalo še dodatni zagon. Vesela sem bila za vse njene uspehe. Spomnim se takrat v Atlanti leta 1996, takrat so obe dve naredile skoraj svoj maksimum, no, Brigiti je mečkan zmanjkalo za tisto zlato medaljo, čeprav se je na koncu izkazalo, da bi lahko bila, glede na to, da so Inkvistovo čez nekaj časa dobili na dopingu. Ampak, se pravi, njena medalja, jaz sem se tako veselila, kot da bi bila moja, in nikoli ni bilo nekega rivalstva med nama. In mogoče tudi zaradi tega, ker je ona imela, ker je tekla 100 ovire, jaz pa 200 metrov, se pravi, nisva si bile direktna konkurenca. Čeprav, ne vem, če bi bilo to res čisto res, ampak lahko bi bil tudi to vzrok, ampak enostavno bile smo tudi karakterno zelo podobni. Jaz sem imela kot svojo vzornico, veliko sem se takrat od nje naučila, kot si sam omenil, takrat so bili ti neki začetki, zametki teh, kako tudi kot sodelovati, komunicirati in z novinarji in sponzorji. Takrat vem, da je bila ona ena izmed prvih, po moje, ki je dobila sponzorski avto, pa se je vozila z avtom popisanim. Ne sem se to vse učila od nje, kako. A sem pa jaz to imela vse, kot sem prej rekla, ker smo si bile zelo podobni in nama ni bil problem nastopati, govoriti, vzpostaviti nek kontakt tudi z mediji. Tako da bili smo res dober tim. Ja, in je tudi Brigita, ki so bili že pri timu večkrat, oziroma je poskrbela na začetku tvoje kariere oziroma vaših karier, tudi zato, ker je pač imela to možnost tudi da je poskrbela finančno za priprave, recimo, ko ste še na priprave.
Res je. Kot rečeno, Brigita je takrat s svojimi rezultati že tako kotirala, da je lahko imela neke svoje sponzorje, imela je nek tudi prihodek in velikrat mi je tudi plačala en del priprav. Jaz seveda nisem imela takrat v klubu, tudi mogoče so en delček mi že dal, ne. Zveza je bila tudi tako bolj skromna takrat v tistih časih. Tako da ja, Brigita mi je veliko pomagala in seveda je bilo to vzajemno, ne. Tudi ona si je verjetno želela imeti nekoga s sabo na pripravah, kjer so en drugi dajali, ne. Meni je bilo pa tudi fajn, da sem lahko šla na priprave in da mi je nekdo to tudi večkrat omogočil finančno. Tako da ja, mi je tudi veliko pomagala, kar se tiče financ v začetka. Pa se je od atletke dal takrat dobro živeti, pa kako je zdaj v primerjavi z današnjimi časi? Dobro vprašanje. Jaz bi rekla tako, v preteklosti, kot rečeno, v tistem času so bili te zametki nekega sponzorstva. Se pravi, če si imel dosti dobrega menedžerja, kar Brigita takrat je imela, sodelovala je z Dušanom Ravletom, ki je res takrat znal na nek svoj način pridobiti kar nekaj sponzorjev, se je to dal kar v redu, ne. Nisi rabil biti, ne vem, res vrhunski, da si lahko pa potem tudi na mitingih zaslužil z nekimi štrdninami. Ker danes je to drugače. Mi zdi, da danes moraš biti res top of the top, sploh da prideš na miting, da potem lahko med unih 8 prideš in da potem lahko mogoče od teh za osvojeno mesto dobiš nek bonus oziroma neko denar, ne. Tako da bi rekla, da mogoče se v tistem času dal boš, trenutno moraš biti res vrhunski, pa to govorim recimo, če govoriva o šprintu, med najboljših, ne vem, 15-16 na svetu, da bi lahko krožil po teh mitingih, ta boljših, in potem bil deležen tudi teh denarnih nagrad. Kar se pa tiče sponzorstva danes, v vsem tem času se ni dosti spremenilo, se mi zdi. Če se dotakneva še tega, mogoče ena zelo zanimiva zadeva, ne vem, če se spomniš, ampak v času, ko sem bila je še en delček, sem zajadrala v politiko in sva bila takrat, sem bila del Pozitivne Slovenije, je bil naš vodja poslanske skupine Jože Kavtičnik, sicer oče Vida Kavtičnika, tudi in je dal pobudo in takrat smo se pogovarjali, na kakšen način bi lahko športnikom pomagali v Sloveniji, ne. In smo predlagali nek zakon, jaz mislim, da še do danes ni uresničen, sicer je bil zelo dobro naštiman. Nekako na ta način je šlo, da bi se pomagali vrhunskim športnikom, da bi po koncu kariere imeli nek sklad, v katerega bi vlagali tokom kariere, se pravi vsi sponzorska denarja, vse, kar bi zaslužil, bi dajal en delček v ta sklad, ki ne bi bil obdavčen, ker vemo, da tudi danes v vsem tem času še vedno to enako obdavčen, koliko se športniki trudijo, da bi se tukaj mogoče malo... Omejen si na tistih 10 let, ne? Ja, tako, da bi se to takrat dajali, da bi po 30. letu lahko že ti iz tega sklada ven ta denar tvoj prislužen, in takrat vem, da je bilo kar veliko govora o tem usklajevanja, potrjevanja, in mislim, da še do danes ta zakon ni zaživel. V praksi je bil pa seveda mogoče očitek je bil takrat, da je pisan predvsem na igralce, športnike, ki so moštvenih, ki mogoče malo več zaslužijo, in si lahko dajo, ker vemo, da judo, gimnastika, konec koncev tudi atletika, niso to neki taki denarni zneski, da bi od tega lahko obogatel, ampak bi bilo pa fino, da bi se mogoče v tej smeri res naredili. Država je veliko naredila v tistem času, še ko sem jaz tekmovala. Konec koncev sem bila 13 let zaposlena na policiji, kot vrhunska športnica. Ampak na tem področju se pa ni kaj dosti popravili in veliko se je govorilo, pa mislim, da tukaj še ni nič narejeno, tako da apel. Svojo kariero potem prekineš leta 2005, razlog je materinstvo. Za vas to pomeni skoraj dekleta oziroma dame, eno leto pauze ali pa še kaj več, ker potem se vračaš. Meni je to bilo zmeraj kot moškemu, ki sem deloval v športu, fascinantno. Občudoval sem dame, dekleta, ki se vračajo po temu in da imajo željo, da se vrnejo. Pa konec koncev tudi težko je, v bistvu želiš biti najboljši v svojem športu, hkrati želiš biti tudi oče, mama, in za vas je to toliko težje. Kakšna je tvoja izkušnja s tem? Ja.
Dolg časa sem čakala ta moment. Potem je pa dejansko res prišel čas, ali kako, ko sem jaz začutila, to sem bila stara 32 let, da bi pa jaz zdaj pa imela res enega otročka, družino in mogoče do takrat niti ne začutiš, koliko je partner s tabo tudi tisti, ki mora živeti to tvoje obdobje, te tvoje kariere, ko si dal na stran, se pravi, to neko zgodbo, da bi bila družina, sploh od partnerja, ki je pa sicer zelo družinski. No? Tako da jaz sem to takrat začutila prvič, ko sem Piko rodila in je Marjan vzel Piko v naročje in je rekel, Pika moja, ko bi ti vedela, koliko časa sem jaz nate čakal. Ne? Ja, tako da res, ampak do takrat nisem nekako čutila, da bi bila mama. In tudi partner Marjan je pač me pri tem podpiral, ni nikoli pritisku name, da zdaj neha, da zdaj tako, pač me je podpiral, mogoče je to malo drugače, zato, ker je bil od samega začetka z mano. Se pravi, mi da sva res že dolgo časa skupaj, ko sem bila stara, ne vem, 16-17 let, sva se spoznala in je praktično z mano rastel skupaj, z mojimi rezultati, z mojimi uspehi, neuspehi in je bil skozi zraven. Ni bilo tako nekaj, da bi bila že uspešna v atletiki, pa bi se mi da spoznala, mogoče bi bilo pol drugače. Tako sva bila pa skupaj v tem, ves čas in tudi potem naprej. In nekako, čeprav on še vedno danes pravi, da je bilo na prvem mestu zame atletika, šele na drugem mestu on, ne vem, če bi se strinjala glih s tem, no, ampak dejstvo je, da je bilo takrat v tistem času, so bili začetki tega, da so se ženske atletinje odločale, da bi se po materinstvu vrnili nazaj. In sem jaz rekla, zakaj pa ne? Čutila sem se dobro, nisem bila poškodovana, bila sem zdrava, rekla so, da ko rodiš, da si pa še bolj poln teh nekih hormonov pozitivnih. In jaz sem že, ko sem zanosila, rekla, jaz se bom vrnila nazaj, jaz si želim iti na olimpijske igre v Peking in jaz bom delala na tem. In vse je bilo usmerjeno v to. In dejansko, septembra sem rodila Piko, februarja sem začela s treningi. Seveda so bili to zelo prilagojeni, ampak jaz bi že leta 2007, isto leto, lahko že kar fej začela tekmovati, pa je bilo spet tista napaka, mogoče, ko jo marsikdo naredi. Prehitro sem želela nazaj, pa je prišla do ene poškodbe, plantarni fascitis, ne vem, če poznaš to poškodbo, se kar dolg časa vlekel. Mogoče mi telo rekla, da je prehitro si, da je mečko upočasna, ne? Tako da sem pol, v bistvu, to je bilo 2007 in pol sem imela celo leto čas, da se pripravim za 2008, ne? Za Peking. Bilo je pa tako, da smo mi še naprej živeli kot družina in meni je bilo to super. Jaz sem bila pač porodniško sem zaključila, potem je pa Marjan prevzel ta del, ko si doma in smo bili skupaj doma in skupaj je z mano hodil na priprave, na tekmovanja, na treninge. Jaz sem tekmovala na štadionu na Žaku, on je pa s Piko tekel, pa delal kroge po štadionu v vozičku. Na tekmovanja smo skupaj hodili, na priprave, recimo na Kanarce, ki so bili naša stalnica decembra, smo šli skupaj. Mislim, to je bilo res zame super obdobje in zaradi tega nisem nič manj trenirala ali pa bila zaradi tega bolj slabša. In tukaj je tudi ta moment trenerja, ki je to videl in to znal presoditi, da ni rekel ne, mi gremo na priprave, družina, ločeno, ne? Tako da jaz rečem, da mora to trener prepoznati in videti. In če se ti dobro počutiš, že prej, recimo preden sem Piko rodila, ne, ko si s partnerjem, če vidi on, da je tebi to pozitivno trener, da vidi, da je to v redu, ko grejo partnerji s tabo na priprave. Mi smo vedno tako hodili, Brigita s svojim, jaz pa z Marjanom in smo skupaj trenirali in smo se mi res dober in smo dober trening naredili, oni so nas konec koncev spodbujali, oni so imeli neke svoje gverilske treninge, tam po nekih hribih sta laufala z nekimi kamni vedno. In Jurij je to prepoznal, ne, in jaz tega nisem mogla razumeti, ko sem v nekem, ko sem videla, nek intervju sem opazila, pa zdaj mogoče me bo kakšen narobe razumel, ampak moram reči, ker je glih taka prilika, ko so trenerje Čehu, našemu metalcu diska, oporekal in češkal, zakaj je tvoja punca skozi zraven, to moraš ločati, ti si tukaj na treningu, fokus je sam na trening, to ni res. Zato je on potem šel in je zdaj v Estoniji in si tam najdel novega trenerja, ne, in tega trenerja pustil, ne. Ne moreš, to moraš kot trener prepoznati in videti in to so tiste malenkosti, ne. Ampak če se vrnemo nazaj, se pa po vseh teh pripravah in tekmovanjih leta 2008 na mitingu v Mariboru, vem, da sem lovila tisto normo na 100 in 200 metrov in na 100 metrov se mi je za 1 stotinko pač
izmuzala in nastop v Pekingu in potem je bilo to tista mogoče pika na i ali kakorkoli, da sem jaz rekla, ok, Alenka, zdaj pa dost, zdaj pa končamo to obdobje. Res pa je, da sem jaz že prej nekako v glavi ves čas imela, ok, Alenka, kaj boš delala, ko boš končala, ne? Se pravi, ni bilo to nekaj naenkrat, ne? Ker jaz mislim, da je najhujše za vrhunskega športnika, kar se ti lahko zgodi, da prekineš kariero zaradi kakšne poškodbe, zaradi ničesa takega, kar naenkrat se ti vse to, ne. Tako da jaz sem bila mogoče v neki meri na to pripravljena, v glavi sem si nekako naredila načrt, ne, čeprav ni vedno tako potem, kar končaš, ne, in se to je res, mogoče marsikdo ne ve, kaj vrhunski športnik doživlja, ko enkrat, ko neha, ko prekine, ko gre čisto v neke druge vode, a ne. Do takrat imaš skozi nekoga zraven, ki skrbi zate, cel nek tim. Ti govori, kdaj moraš jesti, kdaj moraš vstati, kdaj imaš trening, kdaj imaš tekmo, kako te stvari delati, ne? In ti samo poslušaš navodila in to delaš. Zato jaz pravim, da je zelo pomembno, da zaupaš trenerju, a ne? In seveda ekipi, ki je s tabo. In potem veš, da bojo tudi uspehi, ne? In zdaj kar naenkrat tega ni več, zdaj si sam za vse, ne? In zato je važno tudi okoli sebe tudi ostale ljudi, kakšne imaš. Se pravi, ne sam trener, potem tudi partner in ne, okolica, tako, v kateri si. Ne. Tako da mogoče je bilo z tega vidika meni večkrat lažji. Ta prehod je pa kar zalogaja, ko enkrat prekineš, ne vem, verjetno si se sam podobno. Poznam, še bo o tem govorila. Pa deva sam še tlele se ustaviti, da malo bolj spolska tla greva. Saj veš, bila si najhitrejša Slovenka, ko po iskalnik, ne vem, na YouTubeu napišeš Alenka Bikar, so posnetki tvoje mikavne postave, seveda, ne pa rezultati toliko v odspredju. Te kdaj to zmotilo, si imela probleme s tem? Zdaj ne vem, da ne bo se slišalo narobe, ampak ne, ni me zmotilo. Zakaj? Zato, ker mislim, po eni strani itak si na štadionu, na televiziji, ko tekmuješ si v dresu, si pač razkrit, vsi te vidijo. Zdaj en si vzel zelo veliko časa, da je te posnetke zelo odrezal, pa pokazal samo določene stvari, ampak ne, mislim, mene to ni motilo, konec koncev smo iz tega naredili zgodbo tudi s takratnim sponzorjem Škoda, ko sem bila. Kaj točno je pisal gor? Ja, pred vami je najlepša Ritka. Ampak navezali se je pa na to, da je prišel nov model Škode ven, ne, z zadkom so ga spremenili neki in potem smo rekli, zakaj ne bi nekaj takega naredili iz tega. Ne. Mislim, meni se zdi, da je to super marketinška zadeva in nič ni bilo narobe s tem. Mogoče, če bi to bilo v današnjem času, bi znala to še kaj bolj stržati. Za avto, ne, ker je res, mislim, taka lepa Ritka, meni je prav simpatična in prav všeč mi, mislim, da prav paše sem na gor. Glede na tako dvoumno napisano, ne? Aja, dvoumno je, aja. Ne vem, a res? Jaz si zelo želim, da bi me, ne vem, mogoče poznali kot nekdanjo uspešno vrhunsko atletino šprinterko, vse konec koncev, ne. Verjetno me ne bi tam gor vrteli, če ne bi bila tudi uspešna, pa bila v finalu na svetovnem prvenstvu, a ne. Tako da. Ja, vse kaj si pa jemlješ zase v svoji karieri kot svoj največji dosežek, ti osebno? Ja, to je zdaj tako. Lahko bi rekla, da je zame največji dosežek mogoče 5. mesto na svetovnem prvenstvu v Edmontonu, kjer sem bila res na 200 metrov v tistem finalu, najboljša Evropejka, najboljša belopolta tekmovalka, konec koncev vemo, kaj v šprintu pomeni, ne, tako da nič rasistično ne mislim s tem, ampak dejansko to je to, kar sem govoril o tem. Ja, tako pač je. 5. mesto ali pa mogoče medalja iz Evropskega prvenstva, kjer sem bila druga takrat. Ali pa mogoče to, da sem bila tisto leto najboljša, se pravi s svojimi rezultati kot športnica leta. Vemo, da imamo pa v Sloveniji res eno paleto različnih in zelo uspešnih vrhunskih športnic, tako da mogoče vse to, no. Ampak če bi morala zbirati, mogoče tisto 5. mesto na svetovnem prvenstvu, ker je le svetovno prvenstvo na prostem in nekako mi je, zdaj sem rekla, še majčkeno mi je falilo, da bi prišla do medalje, ne. Super karijera in lahko si ponosna na njo. Ja, za konec karijere se spomnim, si sklicala tisto novinarsko konferenco, zahvalila se vsem okrog tebe, ki so bili del te zgodbe. Si imela, tako kot si rekla, že kaj razdelan, kaj in kako bo šla naprej? Ja,
Videla sem se, mogoče zelo mi je ležal nekaj tazga, kar ti zdaj počneš, se pravi, videla sem se nekako v tem. Imela sem so neke ponudbe tudi, da bi na televiziji šport vodila, takrat vem, da sem šla na Pop TV, imeli smo neke te, ko se že reče, tiste začetne poskusne zadeve. Atletika mi je bila še vedno ljuba, da bi šla v trenerstvo. Nisem želela, ker sem si želela imeti vseeno družino, pa vemo, da je potem, če si trener, isto kot če si vrhunski športnik, vsi popoldnevi, vse vikendi si zaseden. Tako da nekako sem se videla v tej zgodbi, kot si mogoče opazil, zelo rada govorim, zelo rada komuniciram, ni mi bilo težav niti v času kariere z mediji govoriti, niti po. Tako da nekako sem si mogoče želela bolj v to smer iti kot nek PR, kot da bi komunicirala z mediji, pa da bi ostala v atletiki. To se mi žal ni uresničilo, kljub temu, da v času kariere je bilo veliko obljub. Verjetno si tudi sam šel skozi to. Ne, niso se, klih to o tem govorim. In potem si moral, in tukaj je tisti, ko moraš biti aktiven, ko se moraš, ne smeš zdaj reči, ok, zdaj sem pa ne vem, osvojil medaljo, zdaj pa, ne, tukaj sem. Vse moraš, moraš biti aktiven, ne smeš tam sedeti pa čakati, da bodo drugi do tebe prišli, ker to bo se zelo težko zgodilo. Tako da, čisto po slučaju sem zaplavala, čisto v druge vode, sicer sem delala PR, ampak za kozmetičen brand, takrat sem bila na oglaševalski agenciji Luna, zelo je zanimiva izkušnja, tako prav čisto druge vode, ampak priložnost mi je bila dana in mi je bilo zelo všeč, sicer kratki čas, potem sem seveda zanosila, rodila Matica, pa je prišel pa k strela z jasnega zgodba, politika, pozitivna Slovenija. S kakšnimi cilji si šla v to zgodbo? Najprej je bilo tako, da je bilo pač povabilo iz ekipe Zorana Jankovića in jaz sem nekako mislila, da je to kot njegova podpora, tako kot so bili recimo, ne vem, takrat je bil Đuro pa Magnifico, pa te, ki so bili kot podpora, seveda, poznala sem njegovo delo, videla sem, kako dela, sem rekla, absolutno bi lahko na državni ravni tudi nekaj naredil in ga bom podprla. Nisem pa vedela, da je to v bistvu tako, da me bojo dali na listo in da bojo zdaj... To je bilo šele potem, ne. In bila sem res presenečena, ko sem na koncu bila izvoljena na Vrhniki, ljudje so me poznala, ne. In nekako sem zaplavala v te vode. Potem pa, ko sem bila že v tem, sem rekla, ok, kaj lahko naredim. In kot sem že prej omenila, smo z neko ekipo teh, takrat je bilo res različna paleta teh, ki smo bili v Pozitivni Sloveniji. In nekako smo rekli, da bi lahko na področju športa kaj spremenili in tudi jaz sem si želela nekako v tej smeri delovati. Tako da nekaj smo naredili, nekaj zakone smo sprejeli, nekaj še ni bilo, tako da nekako moj je bil, da bi na tem področju se dal mogoče kaj narediti. Ker tukaj lahko jaz največ mogoče kaj doprinesem, tukaj mogoče imam največ svojega znanja, izkušnje in sem rekla, ne bom se delala pametna na nekem področju, kjer ne vem, tam bom bila rajš tih, v drugih stvarih bom pa kaj rekla, kar se mi zdi prav. Imela sem pa to možnost, da sem bila v mestnem svetu, zelo kratek čas, ker to je bilo zame en šok, ker mi v športniki nismo tega navajeni, da je to tako. In kup enih igric. Da je to, ja. Ti si navajen, da imaš en cilj pred sabo in strmiš k temu cilju in delaš vse maksimalno najbolj za ta cilj, ne. Oni tega žal nimajo. Mogoče bi bilo fino, da se ukvarjajo, da športniki prevzamejo politiko. Mislim, da bi bilo tukaj veliko več rešenih stvari, no, kakor je. Alenka je imela pa še višji nivo, se pravi, v parlamentu. Pa tako, kot sem rekla, verjetno ni imela prav veliko možnosti karkoli narediti, ker jaz verjamem, da bi Alenka marsikaj tam lahko povedala, pa bi tudi povedala, ker vemo, kako je, ne, vse se posvetuješ verjetno za svojo skupino, tako da, ne, ona v bistvu, kar je bilo pozitivno je, da je saj nekaj zaslužila, no. Jaz bom tako rekla zato, ker saj nekaj pozitivnega. Saj tako, kot verjetno tudi Dejan Zavc zdaj je izstopil verjetno tudi iz istih razlogov, ker verjetno ne moreš nič narediti. Podobne zgodbe. Čist verjamem in sem 100% prepričana, da ne bojo spustili takih ljudi zraven, ki bi lahko kaj spremenili. Pa storijo politika ali pa te, ki so zdaj prisotni, dovolj za šport, glede na to, koliko šport da nazaj. Vemo, šport je verjetno najboljša reklama države, vemo, kje smo zdaj,
v športu, v samem vrhu, v veliko športih in a se zdi, da je bilo premalo storjenega tle. Ti si imela iz prve vrste, oziroma iz prve roke te izkušnje, ampak kaj misliš? Vem, vidiš, pogovarjamo se o tem že leta in leta. Se pravi, jaz ne vem, odkar pomnim se o tem pogovarjamo, da je premalo za šport narejeno, da se da premalo denarja v šport, da za športnike po koncu kariere premalo storjeno. Ne vem, spremenil se je nek zakon vmes za zagotovitev, se pravi, vrhunskim športnikom po koncu kariere, da se jim da kot neka zaslužna pokojnina. Če primerjamo, se pravi, če primerjamo ta zakon z zakoni v republikah bivše Jugoslavije, smo se samo en delček približali, pa še to je bilo šele pred kratkim. Do takrat tega sploh nismo imeli, oni so imeli že zdavnaj, ko se je že Jugoslavija razpada, so takoj sprejemali že te zakone. Se pravi, ne vem, v Beogradu, v Srbiji, kot vrhunski športnik zaslužen lahko že po koncu, mislim, da po 30. letu iz te neke rente dobivaš ven pri nas. Pač mislim, da je trenutni zakon tako nastavljen, da šele ko zaslužiš pokojnino, se pravi, ko boš star 62 let, če jih boš doživel, boš lahko s svojimi rezultati, pa še to boš moral biti, ne vem, mislim, da svetovni prvak ali pa olimpijski, ne prvak, medalist, evropski ne paše zraven, tako da jaz zgleda po tem zakonu ne pašem zraven, dobiš neko zaslužno pokojnino, se pravi od svoje pokojnine razliko do zaslužne pokojnine. Pa tega ni veliko, ne, in to so res neki mehni zneski za državo, ne. Po drugi strani pa mislim, da je bila vedno nekako kultura mečkam pred nami, kar se tega tiče, ne. Mogoče so tam bolj sposobni ljudje, ne vem, da znajo bolj za njih poskrbeti, kakor za športnike, ne vem. Ampak dejansko se na tem področju se mi zdi več za njih naredi, kakor pa za športnike, kar je žalostno, glede na to. Kaj šport vrne konec koncev od same države. Tako. Ja, potem po politiki pride, vemo, v svetu zavlada tista korona, leta 2020. Za tebe ni v najlepšem spominu, vemo, zapustil te je, nas je tvoj trener Jurij Kastelic. Potem se zgodi tudi, izveš za tisto težave, oziroma končno izveš, zakaj se ti dogaja tiste bolečine, mravljinčenje po telesu. Te spomniš? Ja, in mi, da sem imela tudi, jaz sem v tistem času bil še član Olimpije in treniral tam, kjer si ti bila na Kodeljevem. In nisem si predstavljal, potem, ko sem slišal za to, sem bil res šokiran in vesel sem, da si zdaj tukaj v takšnem stanju in da lahko takole spregovoriva. Povej mi, kako se spomniš tega? Ja, tako se je začelo, ne. Tisto leto, res 2020 je bilo na vseh področjih res grozno. Začelo se je februarja z nekim mravljinčenjem, potem se je malo umirilo, potem je prišla ta res korona, vsi smo bili doma zaprti. Jaz sem neke mravljince čutila še naprej v nogah, vmes je Jure na hitro umrl, nas je zapustil, je bil pogreb, junija sem pa že pristala v bolnici. Se mi zdi, da sem en delček tega potem kar malo zbrisala iz spomina, se pravi te negativne stvari. Moram pa reči, da 6 mesecev sem bila v bolnici, pa pol v Soči. Res bi se zahvalila celi ekipi, res imamo vrhunske strokovnjake in za vso pomoč, ki so mi takrat nudili, da so res v kratkem času tudi ugotovili, za kakšno bolezen gre, da so jo pravilno zdravili. Govorili so mi že od samega začetka, Alenka, to bo šlo počasne, bo šlo na hitro. In res je šlo tako počasi, jaz sem sicer to majčkeno pospeševala s temi svojimi angažiranji že v bolnici, ko sem ležala, da sem delala neke, praktično noge nisem čutila, nisem mogla stopiti na nogo, smo že delali individualne vaje 1 na 1, moram reči, da imajo za to res dobro poskrbljen. In seveda, ko fizioterapeut vidi, da si ti želiš, potem ima tudi on verjetno večjo željo, da s tabo dela in da potem nekaj skupaj dosežeta. Tako da moja želja je bila, da iz klinike, pa potem iz Soče grem na svojih lastnih nogah, brez pripomočkov in na tem sem trdo delala in potem tudi dosegla. Seveda je to potem šlo tudi doma zelo počasi, ampak z neko svojo voljo, željo in to neko borbenostjo, jaz temu rečem, nepopustljivostjo, pa tem znanjem mojim konec koncev, ko sem ga imela in vsakodnevno sem delala tudi doma dodatne vaje. Sem prišla do tega, da se mi je res stanje toliko zboljšalo, da sem tudi fizično že lahko normalno hodila, ni bilo nekih, jaz sicer pri sebi še čudim mečkam, kako meni včasih tale moja leva noga mečkam zaplava, to je pač še posledica tega.
Nažalost je po tej bolezni, avtoimuna bolezen, so rekli, da je to, zakaj je do tega prišlo, ne vejo. Vemo, da, jaz sem rekla, takrat, ko sem v bolnici, doktorci, ki so rekli, takrat, ko ne veste, kaj je, vedno rečete, da je avtoimuna bolezen, ampak tega je res zadnje čase zelo veliko. Vnetje hrbtenjače je pustilo res take velike posledice, da imam jaz še vedno strašne bolečine okrog trupa. Periferno živčevje je bilo okvarjeno do te mere, da to neprestano čutim, da bo to za cel življenje ostalo. Jaz se sicer borim, da to ne bi, še vedno hodim na bolnico Petra Držaja, ker mi nekako lajšajo bolečine z nekimi raznimi zadevami, ne vem kaj, vse sem šla že skozi, situacija nekako ni boljša. Veliko delam tudi na nekem tem, da bi se mogoče malo umirila, čeprav se zelo težko, ker to je moj karakter. In vsi mi rečejo, Alenka, mogoče do tega prišlo zaradi tega, da te življenje opozori, da si prehitra, vsem da mečkam se upočasen. Neko obdobje je tako bilo, ampak zdaj sem se vrnila na te stare tirnice, ker to je ta moja energija, moj temperament, jaz se ga ne morem potlačiti dol. Nekako se učim živeti s to boleznijo, hvala Bogu za protibolečinske tablete in z vsemi temi ostalimi biološkimi zdravili, ki to bolezen nekako držimo v remisiji, da ne bi spet izbruhnilo v taki obliki, kakor je takrat. In kot rečeno, so boljši pa slabši dnevi. Kako je pa tvoja okolica oziroma družina, tvoji otroci, kako so to? Verjetno to je bilo tudi zelo stresno obdobje za njih. Ja, na začetku je bilo zelo težko, otroci so bili takrat še mlajši, Pika je bila stara 14 let, Matic 10. Spomnim se, da sem bila takrat v bolnici, Matic praznoval 10 let. Korona je bila, nismo se smeli obiskovati še to, jaz sem ležala gor, ko sem imela okna na cesto obrnjen, so prišli vsi me pogledati, ko smo si mahali izdaleč dol, videli smo se preko Zoomov, pa tako da Matic je praznoval 10 let, ko se živo spomnim, ampak tako nadaleč sem vošla, nismo imeli tistih stikov, tudi zaradi te korone, Marjan je pa to potem mogel kar naenkrat se spremeniti v deklico za vse, on je pol prevzel kompletno vodenje vsega, gospodinjstva, skrb za otroke, tudi on je vedel, kaj me čaka, v tistem momentu ni vedel, kaj zdaj to pomeni. Vem, da je rekel, da je samo enkrat šel prebrati, kaj ta nevromielitis optika pomeni, pa na kaj lahko vpliva, pa kaj je videl tam, da lahko pride tudi do zastoja srca in nehal brati, nikoli več ni potem šel brati tega, ampak je to se nekako držal po moje oseb. Ampak me je, hvala Bogu, tudi on valjda spodbujal pri tem mojemu povratku in v tistem času je pa dejansko on res vse to prevzel in moram reči, da hvala, da imam res tazga moža, partnerja, pa tudi ekipa okrog sebe, tudi konec koncev družina, tudi sestra se je zelo angažirala in prijateljice in ravno prej, ko si tudi omenil Brigito. Jaz se spomnim od prvega trenutka, ko je mene Alenka klicala, ko mi je začela govoriti, da jo boli, da imam rolinčasto noge, da jo boli ob strani. Veliko sva se o tem že takoj na začetku je ona meni to začela razlagati, ko se še ni točno vedeli kaj. Ker sva se pogovarjala, k kateremu zdravniku bi šla, kam bi šla, kaj je lahko. Dobro, mi da sva takrat ratale samooklicane doktorce, tako da sva malo izumljale, kaj bi lahko bilo. Alenka je šla potem, je obiskvala zdravnike, na kar je prišlo, da ni nič, da je vse ok. No in potem se pa spomnim tistega dneva, ko me je klicala, da pa ne hodi, da so ji pa odpovedale noge, da pa ne more stopati na noge in je čakala, bi bila prav v čakalnici nevrološke klinike. Takrat so se tudi meni odrezale noge, tako da ne bi se rada spomnila tega trenutka, ker to je grozen. Ampak kaj, jaz sem poklicala doktorja, ki ga poznam, ki smo ga poznali, ki je bil z nami v Atlanti, ki je nevrolog in moram reči, da je tudi on takoj odreagiral, tako je poklical tja, se je z Alenko tudi potem dobil. Alenka je tam ostala, vsak dan sva bile na vezi, vsak dan. Je pa spet to, kar je Alenka, vztrajna, to, kar je tudi verjetno šport dal, vestna, vztrajna, pridna. Jaz mislim, da je ona zaradi tega takšna danes, kakor je.
da je shodila, da lahko normalno, vsaj na nek način normalno živi, čeprav ne more več početi, kar bi verjetno rada. Ampak to, da je pa Lenka shodila tako hitro, in to je pa njena vztrajnost in njena trma in njena volja. Tako da, če ne bi bila ona to, kar je po diagnozah, po tem, kar smo se pogovarjali tudi z zdravniki, mislim, da bi ona težko shodila. No in tudi ta podpora teh prijatelj, s katere sem obdržala še danes in sem jim zelo zahvalna za vso pomoč takrat in danes in da smo ostale v stiku in to res zelo veliko pomeni. Ja, res super, da takole, da si v takem stanju, da se držiš in ja, zdaj gremo na malo bolj veselo temo oziroma rekord, ki si prej ga omenila, ki ti ga je vzela Merlin Otti. Vemo, še vedno si prisotna v atletiki zaradi svoje hčerke. Pa imam eno stvar tukaj zate. Sicer, da se razume, to ni mišljeno kot pritisk, ampak bolj dobronamerno. Čakaj, to ste Piko intervjuvali? Misliš, da bo enkrat ponovno, pa se da še enkrat brez pritiska, misliš, da bo ponovno v rokah oziroma da bo pisal poleg rekorda priimek Pika? Mislim, težko rečem ne, težko rečem ja, ampak definitivno se bom pa potrudila, da bo. Glede na to, da sem rekord že naredila v svoji kategoriji, mislim, da bo mogoče tudi kasneje, ampak ne bom nič prehitevala. Pa se vidiš v tej disciplini 200-tki ali misliš, da tudi kaj drugega? Ja, ne, jaz se definitivno vidim v 200-tki, ki imam in meni ne biti na 200-tki, ampak biti na 400 ovirah. Tako da ne vem, kako se bo to išlo, ampak zaenkrat, dokler mi gre 200, bom ostala na 200, tako da. To je to? Ja, evo, tvoja Pika. Ja, zelo dobro stopa po tvojih stopinjah, oziroma čeprav je višja od tebe, to sem videl, takoj sem videl, da je visoka punca in dolge noge. Ja, in državna prvakinja na 200 metrov. Zelo je perspektivna, ja. Zanimivo je, da marsikdo reče, kako sta si podobni, a ne, verjetno mogoče misel, mimiko ali pa vizualno, tako obraz, pa tako, no, drugače sva si pa res nasprotni. Pika je res večja, tako 10 cm od mene, noge ima do tukaj, dolgonoga je in iz tega vidika včasih, ko jo gledam, kako tekmuje, kako gre štartnega bloka, ker kratke proge 60 glih ne gre, ker iz tistega bloka se moraš čim prej ven spraviti, ne, in ona ima res dolge noge in to je treba, ne, skoordinirati, ne, tako da, ampak ji gre kar dobro, no, moram reči. V nekem momentu sem ji prvič, po moje, 2 leti nazaj, pokazala ene moje posnetke štartnih blokov. In ona takrat prvič mene videla sploh teči. In ona, ko je videla te moje štarte, pa to je rekla, pa mami, kako lahko ti to hitro noge premikaš, ne? Ampak res, in ko primerjaš njen tek, pa moj tek, je to v nekem momentu mogoče zelo podoben, potem, ko je že dosežeš maksimalno hitrost, sicer pa zelo različen, ne? Ampak ja, jaz res ima kot prvo dobre gene, podedovala je to neko tudi trmo, zdaj ne vem čigavo, ali mojo, ali od partnerja. In s tem nekim pristopom bi znala res biti dobra. Tako ji tudi sicer napovedujejo drugi trenerji. In dokler si to želi, da je to njena želja in da ima voljo, jaz mislim, da ji lahko celo kaj rata tudi uspeti. Ja, a bo morala pa še veliko. Veliko žgat za jesti. Pa podedovala ni sam hitrost, ampak tudi zgovorna je in to pa tudi po tebi. Ok, ja, to pa je, ja, zelo jeziček teče, ja, tako da bomo videli. A te posluša, recimo, jih kdaj daš kakšen nasvet v zvezi z atletiko? Ja, Pika je zelo specifična, tako po eni strani tudi jaz jo ne želim preveč obremenjevati. Si predstavljam, da je kar težko stopati, no bom rekel, take velike čevlje, ker ne se zdaj sama sebe hvala toliko, ne, ampak dejansko je res kar nek pritisk, ne, ker če se postavimo na njeno kožo, tudi, ne vem, ko sem na kakšni tekmi, pa je na štartu, pa napovedovalec poveduje in ona se tam pripravlja na štartu, ampak govori, kako je to Pika Bikar Keran, hčerka naše nekdanje, ne vem, Alenke Bikar, uspešne, ne, in ona mora to vse
poslušati, pa temu štartu. To mi velikokrat reče, da je to mogoče malo zmoti, kar je čisto normalno. Našla natančne nekaj vrhunske atletine Alenka in je bila dvakrat polfinalista na olimpijskih igrah. Ona je samo svoja, ona je pika-bikar, ona je Keren, ona ni, a ne, tako da tukaj bi jo jaz čisto pustila, da gre po svojih poteh, mogoče bo na drugačen način prišla do kakšnega vrhunskega rezultata in res imam možnosti, no, da bi mogoče kaj ratali. Ja, zdaj si zaradi bolezni si invalidsko upokojena, ne, je tako? Ja, zdaj sem gospodinja. Ampak vsakega gosta to vprašam, pa vem, da je pač ta bolezen spremenila na nek način življenja, ampak vseeno drugače mogoče gledaš na vse skupaj, ampak vseeno, kje se vidiš v prihodnosti, v bližnji in daljni, recimo čez 5, 10, 15 let, to vsakega vprašam, kje se ti vidiš? Zanimivo vprašanje. Če se lahko prežarčem, se pravi, čez 5 let bo Pika nekako že končala fakulteto, če bo vse po sreči, da letos lepo spele maturo, bo šla letos že avgusta v Teksas na univerzo, kjer so jo povabili, da pride tja. Tako da verjetno jo bom še vedno gospodinja, ampak bomo, ne vem, mogoče večkrat v Teksasu v tem času, potem bo pa mogoče si tam najdla moža pa službo, ne vem, lahko da pride nazaj. Vsekakor v tistem času bo Matič še najstnik, verjetno boš srednjo šolo že končal, verjetno bo šel že na kakšno fakulteto, upam saj. Upam, da bo še vedno igral nogomet, če drugega ne za lastni užitek, ker vem, da uživa v nogometu. Če bo pa tudi njemu kaj uspel, pa še to boljš, mogoče bomo šli v kakšno Španijo. Hec, ampak res, ja, tako da jaz jim želim, da bi ona dva nekako bila srečna, zadovoljna, karkoli počneta. Midva z Marjanom si bova pa potem najdla nekaj skupnega. Veseli me, da naju oba veseli raziskovanje, potovanje po svetu, tako da mogoče bova nekje v tistem času na drugi strani Evrope, kakorkoli še vedno povezana z otroci, tako ali drugače, da bomo ostali skupaj, kot smo zdaj. Hvala, Alenka, za tole en super pogovor. Bila si prva dama, ki je sedla na ta stol, tako da res čast mi je bilo in res sem užival. Hvala ti še enkrat za tole. Enako, hvala lepa tebi za povabilo in za tale krasen pogovor. Vedno sem na voljo za take pogovore, tako da... Me veseli, srečno še naprej. Enako, hvala. Ja, top, super. Bomba. Ok, ja, a je to to? Super je bilo. Si dobil vse odgovore? Super. Predstavljam vam Alenko Bikar, najbolj slavno rit med atleti na svetu. Zdaj se bo pognala v drni strm. No, zdaj vam bom nekaj pokazala. Tole je The Sun, angliški Zeitung. Tele vidite je Beckham, ne, kao najbolj popularen personality, ne. Ampak kaj sem vam hotela pokazati je tole, ne, riti klele na kurniku, sploh ne vem, kdo je to, pa še ne, ampak talele se mi zdi pa ful znana. Ne vem, kdo čigava riti. Nova državna prvakinja pa je postala Pika Bikar Keren Triglav Kranj z rezultatom 23:64. Kakšna lastnost, ki vidiš v njej, pa tudi v sebi? Maybe to, da smo obe dve zelo trmaste. Kar se mi zdi, da je tako pri športnikih nasplošno, ne samo v atletiki, ampak da je dosti pomemben to.
tako v športu, tako da ja, maybe to, da sva trmaste.